Vi ste nekdanji radijski in televizijski voditelj, kreativec in ustvarjalec video vsebin. Vrsto let je bil turistični predstavnik Slovenije v Bolgariji in še danes sodeluje z bolgarskim veleposlaništvom in skrbi za povezovanje obeh držav. Zelo dobro ga poznajo tudi maturati in absolventi, saj jih je animiral tudi na spring breakih, dobro znanih večdnevnih glasnih, dolgih zabavah. Ti dogodki pa niso ustvarili nepozabnih spominov, ampak tudi tinnitus, a ne? Zdaj, moja zgodba se je v bistvu začela leta 2019, če govorim o tinnitusu, seveda, ko sem v bistvu med gledanjem televizije nekako zaslišal nek zvok, piskanje v ušesih in takrat sem mislil, da je to televizija, ne. In ugasnem televizijo in gledam in še kar zaznavam, da mi pač piska v ušesih. In takrat sem seveda zaznal celo paniko oziroma zagnal celo paniko, seveda pomislil na najslabše, rak, tumor in v glavi, zdaj pa konec sveta. In takrat sem se odločil, da bom raziskal zadevo in se prijavil na magnetno resonanco glave, kjer so v bistvu odkrili, da imam sploščeno hipofizo, ki na nek način tudi vpliva na življenjske funkcije, ampak to naj ne bi bil razlog za tinnitus. Jaz mislim, da se mi je tinnitus predvsem pojavil zaradi kroničnega stresa. V življenju sem bil večkrat fizično hudo pregorel, skratka, stres na stres, leta in leta, radio, televizija, dogodki, glasna glasba in lahko samo naštevam v nedogled, kaj se mi je vse dogajalo. In lahko rečem, da se je v bistvu tinnitus v vsem tem času nekako celo zvišal. Pri meni je tinnitus zaznan v obliki piskanja v ušesih. Če recimo povem, da nekaj glasno počim, tisti moment, ko vam pač začne piskati v glavi, no meni ves čas 24 ur na dan piska na ta način. Je pa zelo zanimivo, da se mi je zdaj recimo v zadnjem letu povečal oziroma se je frekvenca povečala in priznam, da je zelo moteča. In sam ta občutek, kako ga uravnavati, je včasih res stresno, zaradi tega, ker proti temu nič ne moreš. Seveda sem pa vsem tem času sam tudi naredil marsikaj v tej smeri. Od psihoterapij, ki sem jih sicer že prej imel, ampak sploh niso bile vezane na tinnitus, pa potem joga. Skratka, precej sem se usmeril v neke umirjevalne tehnike, če lahko temu tako rečem, od joge do meditacije in tako naprej, pa potem, ko grem spat, se probam popolnoma umiriti. In v bistvu je to na nek način res dobra tehnika, zaradi tega, ker hkrati tinnitus sprejmeš in v bistvu se posloviš v tistem posameznem dnevu, od tinnitusa greš spat in se dejansko zjutraj zbudiš še bolj pomirjen. Pri sebi zaznavam, da je zjutraj tinnitus najmanj močen, bolj šibek, zaradi tega seveda, ker si naspan, si spočit, nisi se v bistvu nekako si prišel iz nekega mirnega stanja v dan, ki je pa seveda na nek način bolj stresen in seveda se potem tinnitus na nek način tudi zviša. Sam pri sebi zaznavam tudi to, da večje so stresne situacije, višji je tinnitus. Poleg tega sem pa pri tinnitusu šel tudi v globine. Nisem ga v bistvu na nek način sprejel kot neko bolezensko stanje, ampak tudi kot na nekem višjem nivoju osebnostne rasti, kot neko frekvenco, ki ti mogoče hoče tudi nekaj povedati. Zato vsem tistim, ki imate tinnitus, se res močno priporočam, da tinnitus v celoti sprejmete. Zakaj? Zaradi tega, ker vam mogoče hoče nekaj povedati. Če v bistvu razložim na svojem primeru, je to na način, da pri nekih višjih frekvencah tinnitusa zaznavam določene informacije, ki mi hočejo nekaj povedati. In kot sem že v enem od prejšnjih seminarjev povedal, s tinnitusom se končno slišim. Tam je ta besedna zveza mi je veliko dala. Zakaj? Zaradi tega, ker se končno lahko slišim, ker se končno lahko poslušam, ker končno lahko uravnavam svoj delovni tempo in takrat, ko je višji, vem, ok, šel si čez mejo in zdaj imaš trenutek, da pač nekaj narediš na tem mestu, da ga seveda zbalansiraš. Nisem še prišel do točke, da bi tinnitus mogoče povsem zbledel, mislim, da tudi ne bo, pa ne da sem negativen, daleč od tega, ampak preprosto sem ga sprejel in verjamem, da pač je tukaj z mano z razlogom. Tako da živim z njim in se z njim tudi dobro družim.
Dostikrat omenjate dogodek, ki se vam je zgodil, ki ste ga vodili in ste se popolnoma sesuli. Zanima me, kaj se je zgodilo, pa če mislite, če je bil kriv tinnitus? Mislim, da v tistem trenutku, če samo povem, kakšen je bil dogodek je bil družabni dogodek, ki sem ga vodil, in je pač enostavno prišla huda stresna situacija, ker sem mislil, da pač doživljam srčni napad, je pa v bistvu bil hud panični napad. Takrat me je rešilec prišel iskat na tisti dogodek in takrat tinnitusa še nisem zaznaval, ampak zdaj, če grem res nazaj, zelo nazaj, ker sem se posvetil temu delu sebe, mislim, da je bil tinnitus že prej tudi prisoten, no. Tako da nekako je pa bil to dogodek, ki me je zaznamoval. Še ena od stvari, ki mi je prišla na pamet v tistem času oziroma vsem tem času premlevanja, zakaj sploh tinnitus, je mogoče prometna nesreča, ker sem jo doživel leta 2013, je bila huda prometna nesreča, avto razbit, totalka, in mogoče je tudi to del, se pravi, ki prinese tinnitus na dolgi rok. Bral sem neke zadeve, da je možno, da potem tinnitus pride kot neka oblika travmatične izkušnje in ja, danes mi piska v glavi, kaj je točen razlog, ne vem, ampak sem pa res veliko naredil na tem področju, da lahko z njim živim in shajam. Sicer ste že veliko delili z nami, pa vendarle na koncu, kakšna sporočila imate oziroma nasvete za vse ljudi? Kot sem že omenil, res sprejmite tinnitus, ne bo to neka ovira, ne zapasti v neko depresijo, anksioznost, ne glede na to, da jo tudi sam doživljam, v smislu predvsem anksioznosti, ko je tinnitus močan, ampak delajte predvsem v smeri, se pravi, lajšanja same frekvence tinnitusa. To so pa seveda razne oblike sproščanja, meditacija, joga, mirna glasba, frekvence glasbe, ki dejansko pomirja tinnitus, pa potem, ne vem, razni sprehodi v naravi. Predvsem pa mirna oblika življenja, ker recimo, če lahko rečem, moja oblika življenja do tega trenutka, sem star recimo 39 let, ni bila prav nič mirna in mogoče je zdaj res trenutek, da končno zaživim vsej tej mirnosti. To je pa v bistvu vseeno, skratka, res se ne predati temu občutku, oziroma tinnitusu, ker verjamem, da je tukaj z razlogom in vam hoče nekaj povedati. Še ena stvar, ki bi jo mogoče samo dodal, pa je ta, slišal sem na enem izmed predavanj, da ko se tinnitus zviša, takrat pomislite, katera misel je prišla v glavo v tistem trenutku, na kaj ste točno, se pravi, bodite pozorni, ali je to nek odnos, ali je neka situacija, ki jo nimate razrešene. Skratka, tinnitus je lahko tudi neka oblika nerazrešenih situacij v življenju, zato pa lahko na ta način hitro pridete do določenih odgovorov, ki verjamem, da vam bodo pač prišli prav. Ste probali zdravljenje s hipnozo? Ne, s hipnozo zdravljenja še nisem probal, lahko sem pa testni zajček brez problema. Tako da z veseljem mogoče kdaj. Sem pa slišal, da bi znalo pomagati, no, zaradi tega, ker lahko dobiš neke uvide, ki te odpeljejo v neko situacijo, dogodek iz življenja, ki je povzročil tinnitus. Predvsem je pomembno, da ta del sebe najdemo, ali je to v otroštvu, ali v mladosti, ali na določenem dogodku. Skratka, če do tega odgovora pridemo, pade iz nas neko popolno tisto breme, ki sem prepričan, da zna tudi tinnitus predvsem olajšati. Mogoče ne v popolnosti, ampak vsaj za določeno frekvenco, s katero potem nekako živimo bolj mirno življenje, ne?